on mene en dan kliče, Miha, ja. Reče, Matej, tle sem bil pri enemu tle v Zgornjih Gorjah, ki me je poklical, da bi hišo delali, ampak imajo en res lep strski dan. Ampak ne vem, če kam lahko sam prepričal, da je ti z mano, še ti pogledal, pa mi boš pomagal ga prepričati, da breš skedan za njih. Tako je bilo iz moje stvari. No, tako da očitno takrat, ja. No, in tako da jaz sem po moje v druge, ko je on prihajal k tebi, sem mu še jaz priklopil, ne? Mislim, da meni se pa kar zamegleli, to je bilo lepo. Sem rekel, pa to je. Če bi ti takrat rekel, ne gremo hišo delati, bi jaz rekel, ta ni na moji strani. Za tazga, ker to ne čuti, jaz sploh ne morem hiše narediti, bi se verjetno kar poslal. Res. Ja. No, tako, ja. Ja, in da sta prišla in jaz se spomnim, mi smo tam gledali tudi. In to sta bila tukaj prepričana, se sploh ne vem, kjer, a je že Miha tebe, a si ti njega prepričal, Skratka, jaz se spomnim, da si rekel, nimaš kaj, enega moraš narediti. In to je tukaj prepričano, da mislim, takrat se je meni po moje razvil, okej, Matej bo tukaj arhitekt, fertik, tako zdaj, po vsemu procesu, se mogoče niti še ne, kam greš, kako, Ampak pa smo pa pač naprej tisto idejno zasnovo in takrat smo pa pač jih malo prišlo še gor pri nas, se spomniš, smo risali, pač to idejno zasnovo. Seveda se spomnim. Ja, veš, da se spomnim. In se mi zdi, da je zelo podobna zadeva, zdaj, ko gledam, da je zelo, vse so, detajli pa predvsej, ampak osnova je še zdaj vidim z roke, ki sem skrico, jo imam takole, Ja, ampak se ni mogel drugače biti, ker je v bistvu sledil logiki obstoječe konstrukcije in dejansko je bilo, kako bo, hitro vse jasno, da bomo utilitaren prostor, ki je zad butnel, da bo tam vajna spalnica, da otroci pač ne imeli svoje kopalnice, ampak da bojo gor, da je tle take štenge. Najbolj sem se sprašal, kako bomo ta vhod naredili in sem bil tako vesel, ker so pa rekli, vse to je vhod, vse lahko takole. Tako super, veš, če bi morali tam bi vse pokvarili hitro, če bi hotel ti, če bi sam rekel, da morajo biti normalno položne štenge. Ne bi bilo več to. Ja, to. Ne bi bilo več ti, Pa, tako da od tiste prve zasnove, ki je bila na papirju, pa ki je še v maketki se zgodila, ki praviš, da ste jo demolirali pol tekom izvedbe. Ne, pa so nekaj cajta sem jo šimil, pa ki je to zašpilalo, to sem vršil, tramnik padel, gor dol, ampak. Tako da edina stvar, ki se je res spremenila, je, ki mi je Urša zanulirala moj dnevni vici. To je bila še edina taka, ki se mi je zdelo, da bi morali biti tako, njej pa, da bi morali biti tako in pol jasno bilo po njeno. Vse ostalo smo bili pa zelo, se mi zdi, sploh ni bilo neke debate, tako, kad gledam, koliko druge narišemo nekih verzij tega, onga. To je cak. Hite skozi padli. Toga. Ja. Pa še ti sa prtmajček si lepo. Za ta vici se res upravičujem, ampak. Ne, niso ti tega nič upravičuvati. Ne, tam pa, mislim, nam pa tudi prav pride zdaj. Ja, imate pa malo več garderobe. Imate pa malo več garderobe tam. Ja. To je bolj moj intern problem, ker imam tako, kam prijem na obisk in pol, če hočem na WC, moram biti nekaj v kopalnico. To je meni tako malo, ampak se vidno nimata toliko, da bi si kar vrata podajali ljudje, tako da ni toliko obiskov in je verjetno bolj vredno za garderobo, da kot otroci takole, ker smo se prej pogovarjali, pa letijo šole, pa to sicer blađe pade od njih, ampak še zmeraj morajo nekam tist vršiti. Ja. Pa ta apartmajček, ti si tudi krasno zraven padel, tako kar samo po sebi. A ja, veš, koliko česa smo se še delali. Prvotno smo mislili, da bi še tisti nadstrešek nad Svinakom podelali, pa smo pa videli, pa vse te krasne štibelce. Dajmo ga pustiti. Ja, vse sem videl, zadnjič, ko so bila z Matevžem Grando gor, ki je Urša delala, krasna domača pisarnica. A ne? V bistvu, res lušteni. Meni se zdi, da smo res pravno, da smo tako naredili, kar smo se lotili, pa smo tiste res tudi grobo skerna, pravzaprav ga nismo
praktično se tako oblikovno nič dotaknili, Ne, razen nič. one strehe. Dobro, tiste je bila itak dodatek, Ja. ki ni pasel, pa smo odstranili super. Ja, so sam stroji, Pa, blica. pa sem bil jaz najprej še razočaran, da ste pustili stebre, zdaj se mi pa tako dobro zdi, kaj gledam. Ful v redu, da tam slackline napnete, pa gasa. res dober. Ni tako motiv. Kaj? Ni motiv. Ne, Sploh prav dobro zgleda, pa še nekako tako, Ja. ostank. Vse zlije. Zdaj sem po Italiji hodil, imajo cel kup takih na pol stebrov, ki še nekaj štrli. Iz rimskih časov, ta ni iz rimskih, ampak. Ja. Ampak ti praktično, ti si tle doma, ne Urša. Ja. Ta skeden je star 120 let, kar pomeni, da ti praktično živiš z njim od rojstva. Ja, ja. No, da mi povej, kaj si kaj zanimivega na njemu zgodilo. Sigurno imaš 15 anekdot, ki jih lahko z rokava stresiš. Ja. Veš kva, v bistvu, ne, se v bistvu mi, a veš, mi smo več ali manj gora, ne, bolj je bilo vse to, ne vem, namenjen delu, ne, shranjevanju sena, ne. In, Ki si bil ti mehen, ste ga še uporabljali, normalno, redno. Ja, seveda, seveda. Vsak Tam je, tudi seno gor, vse. ja, to se je vse shranilo, ne, pač krma se je kosilo v dolini, a ne v Radovni, se je to sem vozil, vse to okolje in se je pač sušil. Pa to A imate še kje posesti, da ste sem vozili? Ja. So rače, ta okolica pod Pokluko, ta okolja je bilo. Tako da mi smo več ali manj tam, ne vem, pač vse veš, a ne, pač ti si bilo dejansko je bilo delo pogojen, luštni, a ne, so bili časi, a ne, mi smo pač bili v Radovni, mi smo tam kampirali, pekali, sušili, a ne, ampak vseeno je pa bilo tudi, a ne, pač je bil kar tak, malo manj je bilo teh strojev, a ne, pa to in si je bilo treba kar malo potruditi, kakšno vreme, plohca, skozi je bila igra, zdaj pa pohitno, tako da je bilo treba, a ne, migati. In bolj manj spomin tisto, kar se tiče skedna, da smo res pripeljali velikrat, ne vem, gromozan skos ali pa pol kasneje, ki je bila nakladalna, in to je šlo vse noter in to smo žokali pa šopali, kadili se je, a ne. Skratka, krmo, a ne, je bilo treba tam na suho spraviti, da je bila zaloga velika. Vse, kako ste pa to gor zmetali? Okay, tam čez ta glavna vrata, ki je zdaj panoramska stena iz jedilnice, je noter voz pripelil. Tam noter je voz pripelil. Pa je v bistvu kar z voza šlo, a ne. Nakladalna je pa bila, vrata so bila, a ne, ker so ostala, mi nismo to nadširali v določeni točki naprej. Nakladalna je pa, a ne, ki je bila nakladalna, se je pa v bistvu vrata odprli pred, sploh ni šlo gor, a ne, se je stresali, ti so vse porinali noter, a ne. Pa je pa šlo tam, ki je miza zdaj. Je pa bil puhalnik, a ne, pa skozi režo je bil cel, a ne, tam, kakor gre tudi mi pa pol je v bistvu, so bili boksi tam, ki so zdaj otroške sobe, a ne, je bilo to vse do slemena na vrh, naravno, pok je pa tam zmanjkal, je pa v bistvu bil še ta najvišji del Petre, ja. In tam na Petrah je pa sploh bilo, a ne, tam je pa bilo, a ne, čist gor na vrh in to smo žokali res do opeke čist in pa sprašil čist do vrha, ne, zraka ni bilo nič, pa smo odprl, luftar malo zamaknil v opeko, a ne, da sprašil do zraka, a ne, pa še ta zadnjega ker opeko Ja, seveda, je pa sal, da je malo zrak se noter bršil. Ampak si se moral pa nazaj, da ti ni močil po vseeno. Ja, ne, seveda, to je pa pol previdno. Ampak ja, kaj, dejansko, ki si bil gor, si kar malo opeko umaknil, da ti je malo. Ja, seveda, da je zrak prišel, a ne, z vrha pa en malo sveži. To je bilo vroče, a ne, tam je bilo toplo, a ne. Ja, si predstavljal. In to ste kaj, vsak let delali, skozi? Ja, v bistvu, ja, skozi. Dokdaj je bilo to uporabni? Ne vem, po moje tam okoli, jaz mislim, da je 25 let zdaj, da se ni prav preveč dogajalo. Aha, zadnjih 25 let, da se ni, prej pa? Prej pa skozi na... To pomeni do 2000 cirka. Ste to še čisto redno uporabljali? Kakšne mucke smo gor tudi. Mačko je bilo ful, a ne. Jaz se tudi nisem tudi niš. Iskal pa tudi. Predvidevam, ne? Tudi, ja. No, se še zdaj, ne? Ja. Še mucek je preleti. Kaj ne? Tudi kakšen mucek preleti, ampak malo manj, a ne. Niš pa ni zdaj več. Ja, ne, pa
Pa ni nič, ne, prav posebej Okay. ne škrta. Več jih je po mojem stari bajnik. Ja. Tukaj, momentalno, ja. Mišel, ki je še pouh. Kuna, maybe. Kuna. Ja, Ja, možno. Ja. tiste sem pa videl sicer. Ja, vidiš, da je kaj, ampak nič ambene take posebne zadeve. Malo se jo ustrašiš, mogoče začeti, če jo srečaš, ko ne veš, kaj je. Ja. Tak razpotegnen maček. Ja, če. Zdaj, ko sem rekel kuna, sem se spomnil na kokoš. Zdaj nimate nobenih živali, ne, domači. Ne, nič. Razen mačk. Razen mačko. Ja. Ja. Pa, dokdaj pa ste imeli pol v hlevu, ker dol imate resen hlev, ker ga mi sploh nismo porabili, ker nismo rabili placa, ker smo imeli gor dost. Dokdaj ste imeli pa dol? Imeli ste nekoč pujske? Živino, ja, vse, ja, v bistvu. Zato, ker vem, da je svinjak? Pujsi, krave, biki, Tudi še za tvojega časa. telički. Ja, seveda. To je, a ne, v bistvu, mislim, ta kmetija je bila, ti svoj čas se je predelavala, ne, jaz sem spomnil, dobro, tudi te tepke so zdaj popadale, ne, se je delalo vse, a ne, doma, dejansko od mošta, To dela pa tepkovca, kisa. Ja. Ne moš zdaj dela vodko. Zdaj, te tepke so malo popadale več, ni se pomlajevali tudi v določenem času, takrat enostavno ni bilo, se mi zdi, težje, v bistvu težne po temu. Kmetija sama je bila funkcionalna toliko časa, dokler pa skedenj, dokler se mi zdi, do moje se mi zdi generacije, pa se je pa začelo to malo spreminjati. Že pri meni stajata pa mama primer, ko sta imela službe, pa smo mi hodili, mi smo se družili, se super je bilo gor. Pa to pokse, pa se mi zdi, to se pravi staratak, so se malo postarali, pa se je tukaj minala ta gre, mi smo že kar pol, druge stvari so nas zanimale, Ni šlo širje, neko moderno, kmetijstvo, se mi zdi, se je pa v določeni točki ustavila. Tebe ni nikoli zanimalo, da bi se prav s kmetovanjem ukvarjal v to? Ne, se mi v bistvu celo nismo prvotno živeli, gor, smo v lescah živeli. In mi smo se gor kot familija vračali. Jaz pa, moj oče, mami, pa... A ja, vi niste tam živeli? Mama je tam prihajala, smo pa gor hodili starim staršem v bistvu pomagati. Aha, stari starši so bili tukaj? Tako. Vi, mama? Ja, smo pa živeli s mami, Ja? To se pravi moja mama, ki je zdaj tukaj, smo pa živeli v lescah. A, tako. Ja. Pa ste hodili gor Ja. rihtati to. A, okej. Tako. V lescah kje? Tudi tukaj šti hiši ali v bloku? V hiši smo bili. V hiši. Ja. Kdo pa je zdaj tam? Zdaj pa tam ena luštna lesena bajta stoji. Mislim, da so je neka ogromna familija in naredili tisto, so podarili. Našo, ki je bila, to mi zdi kar tako, ne vem, pač odločili so se, da jo bojo podarili. In ja, tukaj je lesena bajta, nastala. Mi smo se pa takrat pol preselili v gorje, in smo bivali tam. Ja. Ok, da viš, nisem vedel, jaz sem mislil, da si ti od nekdaj prav tukaj, zato sem prej tako vprašal, kako je. Se v bistvu nismo več ali manj, kar gor bili tako v moji mladosti. Več gor, kot doma. Ampak, ko ste se gor preselili, ste že bila z Uršo ali to šel ti sam, svojo familijo, pa je pol se Urša priključila? Ne, z Uršo sva v bistvu najprej sama bila v lescah, potem v bistvu sva pa v gorje prišla, k mami. In si gor zrihtala tisti gnezd? Ne, tam je celo bil pred tem moj brat, najprej, in on si pač, on je tudi hišo naredil, tam malo preč, pol je pa bilo tisto prazno, in naj je pol krke nekako lekal, bližji hribam. Ja, sej za vajen lifestyle je to po moje idealno, ne? Vidva kaj vse. Plezata itak, pa turno smučata, pa tečeta na smučeh, pa kolesarta itak skozi. Mislim, sej, vi sploh hiše ne rabite v resnici, ne? Ste več zunke not.
Razen zdaj, razen zdaj, kar parita, no, tukaj skenil. Razen zdaj, ker Urša predvsem precej dela v doma, ne zdaj tudi. Ja, Urša v domu dela, ja. Zdaj je veliko doma, tako le kdaj gre. Ampak tekač pa ja, tam nad temu prostorama, nad koliko smo ga zasnovali. Kaj nismo pol tudi podirali. Ja, da ti se je super, pač zdaj pisarno in je, ja, pa lep detajl. Ja, lep detajl, te križi, ki so se ven pokazali, je res to krasno. Tisti je super, ja. Glih tukaj je odmaknjena, tudi zanimivo, ona v bistvu dela, se mi, dejansko bi lahko tudi tam, zdaj imela v tem apartmaju, v studiu, ki smo mislili, ampak ne, ona dela tukaj, in mi pridemo, otroci pridejo v tretje, se dogaja, smo navajeni, pa dejansko smo v istem prostoru, pa čisto normalno dela. To vidim, so tudi zelo različni ljudje. Eni zato, da delajo, jim naredimo home office, ampak oni pravijo, ja, jaz moram to mečkaniti, moram imeti mir, mora biti čisto zaprt, ali pa celo ven iti, pa druge not, pa take stvari. Eni pa lahko tako, kakor imate vi. Meni je to tako po naravi stvari veliko bolj simpatično, da je to del. Je pa res, če bi ti skozi nekdo motil, te bi pa težko se skoncentriral. Ampak vidim, da ona lahko kar, tudi takrat, ko so bila z Matevžem gor, smo se fajn pozdravili, pa to se nikoli Urša ne sedeti motiti in hvala Bogu, zato da sem jaz bolj mirno vest, ker smo jo že motili, tako ali tako se ni dala motiti in ona ti izdelala, midva smo pa lepo vse okoli. Ja. Se jaz sem pa tako, kdaj pride, izjemno je, da ona tako funkcionira. Očitno se zna toliko skoncentrirati. Ja, sem vprašal pa to, kako pa Matej pa to, se malo tako se začuti, jaz se nisem imela časa, ampak dejansko ne more v tisti točki, seveda ne, ali pa se nekaj zalečeš pa zamakneš, samo ona pač tam tako funkcionira. Super. Mi sicer kdaj preletimo, vsi že, se že, se pa mir, ampak zanimivo, da pa bilo to tako za kogarkoli moteče noter, to je bolj neobičajno, bolj redko. Ampak ja, mislim, in je fajn, tudi. Pa v bistvu prvama samo ona rab to pisarnico, ti tak ne rabiš, ti imaš to službo drugače. Tam na drugi strani imajo ta mali pruček, laptop, ki pride, kot na računalnica, včasih je bil Pong, to je lepota tega, zato jaz ne v načrtih ne tako namaram govoriti dnevna soba, ampak bivalni prostor, da ti bivaš, da ima več funkcij, da se vse tam dogaja, to se mi zdi lepota tega. Kdaj si ti za to službo zamejal? Ti si prej bil na Jesenicah, ker ste delali te kemperje? Ne, jaz sem delal v bistvu v Šenčurju. V Šenčurju je bilo to za te kemperje? Ja, jaz sem prodajal, ja. Ok. Čakaj, mi smo takrat tudi, smo snovali, pa se mi zdi med korono, sem pa jaz tam službo zgubil. Med korono, ko so se kemperji najbolj prodajali? Takrat sem jaz... Kako pa je to mogoče? Trgovino, malo se je zapirali, negotovost je bila, gor dol, kuk bomo, skratka, kemperji so bili zmagovalci z korone? Ne vem, Okay. Ja, ampak načeloma, takrat, ne vem, tudi firma se je noter malo prestrukturila, ali karkoli. In jaz sem takrat doma ostal. Takrat se v bistvu tudi stvar gradnje se mi zdi, da se je tudi dogajala. Ki sem jaz skrpal, mi da so bila veliko v kontaktu. Ja, vem. Takrat se je začel, se mi zdi, najbolj tako intenzivno tudi premikati. Je pa Urša je delala normalno, Urša je tukaj v Kontinentalu, mislim, da je delala takrat. V Kranju je bila na supply chain manager, kaj je že počela. Skratka, ona je pa bila polno zaposlena. Samo takrat so se šole, pa vse se je zaprlo, tako da dejansko ti situacija, kakor sem jaz, kakor smo se znajdali, da si bomo urejali v bistvu dom, pa ne nazadnje smo pa takrat tudi, se mi zdi, da sta še eni prišli, sta bila dva, šole so bile zaprte, vrtci, in sem dejansko se izkazal ob vsemu temu, da je bil en tak, saj za nas, en tak lušten konc, ker sem dejansko jaz malo prevzel fanta, pa smo se pol preganjali v benem, okol. Ne, za gradno samo je bilo to idealno, ker kakor je meni res šel na živce ves ta teror, pa to okoli te korone, ampak
za delati je bilo idealno, ker gradbeništvo se ni ustavilo, ceste so bile prazne, veliko lažje sem migriral, kamor sem rabil in to je bilo, iz tega vidika je bil to zame idealen čas. In ja, tudi prva se je takrat najbolj premikala, ker ti si bil doma, pa si še bolj teral, kot si že itak teral. Ja, in takrat smo po moje, takrat smo polke najbolj v to smer, kar se tiče načrtovanja pa vsega tega. Meni se zdi, da se je takrat kar v resnici... Ja, ne načrtovanje, takrat smo imeli že mi 5 let gradbeno dovoljenje. Takrat nismo več kaj dosti načrtovali, takrat smo premikali. 16 smo mi imeli. 16 se mi zdi, da smo gradbeno. Mi smo ga morali še podaljšati, kot je starom takrat enkrat. Ja, ker si ti dolg zbiral dejansko okoli te izvajalce pa to, ne? Da si pol res dobil, mislim, ker si res bil dobro ekipo. Pa še Vit je prišel, tako še to. Mi da se res takrat, ker... Kje si Roka pol najdel? Mislim, ker Rok se je res, Razinger se je res izkazal pol pri tem projektu. Se mi zdi sicer, da najprej, da si on to drugače predstavil, da prišel pa hit naredil, tako kot se to naredi prišel. Pa mu je bilo vmes malo, tak občutek sem jaz dal, možno, da se motim, vmes mu je bilo malo tako čuden, zdaj nekaj komplicirajo, pa je pa kar posvojil ta projekt. Kje ste se videli spoznala? Čist tako sem prišel tam, mislim, jaz sem najprej bil pri nas itak Miha, v igri dolg, Ne, samo on je človek z dušo za to, ima pa firmo drugače organizirano, da bi težko, veš, tle je veliko nepredvidljivih, on mora dati pa predračun ponudbo in bi je bilo težko se z njim očitno ti zmeniti tako stvari. Meni je tudi mogoče občutek, da glavno tisto, ne vem, kar nekako sem pol nekako začutil, da bi pač vseeno z nekimi težko mi je bilo spraviti to vse v nek okvir, paket. In sem pol pač nekako dobil občutek, da je fajn, da se bi s temi bližnjimi nekomu zmenil, češ bolj bom mu connect, bližino, mogoče sploh ni fora to, se naredi tako pa drugače, sam pač to je bil zgolj, pač moj občutek, tako sem čutil in pač pol vem, da je nekaj zamrl, to nekaj cajta, sploh niso nič benga, ni nič zanimal, tret, vse je jasno, da tudi nekaj, dolgo že kar šlo v nič. Kdaj si imam poklizo ga, kva, bomo zdaj, ali pa kaj, a zdaj videti. Nisem hotel pregajnati, ampak sem pa hotel vse malo pobarati. Pa še Urša, daj vidiš, kdaj bo, ne si jecala. Ja, jasno, rastejo, pa sobca mora biti. Pa sem še enkrat tam na Bledu in sem pač tam mene fante videl, ki so nek lesen, kva so delali že gor v Slemenu, pač dajala. Pa sem se malo tako pozanimal, kva to delajo, pa to, pa gor pa dol, pa da mi všeč to, kar delajo z lesom. Pa sem pa prišel do tega, pač do Roka, da so pač tam skaplinka, to je pa bilo že malo bližji pa to, pa sem tam, pa je pa pač jasno, pa je pa še Razinger, stopil. Pa smo se pa nekako tam zmenili. Se mi je zanimalo, da bojo to pač oni nekako naredili. Je pa tako, je pa jasno, da je čist. Je en tak poseben projekt, mislim, da tudi oni ne delajo vsak dan. Ne, tako hiše, zato je meni bilo tega kar malo strah, ker moram priznati, jaz sem zaradi teh mojih izvajalcev, s katerimi običajno delam, EcoArt, Bauta, C-Produkt, pa te, kar malo razvajen, zato ker vem, da oni veliko vejo in meni sploh ni treba ne skrbeti, ne paziti toliko zelo. In sem rekel, mater, za tole že. Tako mi je to čist nek nov tip projekta, zdaj pa še nekdo, ki ne vem, dela samo strešja, zna tudi hišo narediti. In sem rekel, to pa bo, ampak ajde, gasam, to je super, no, res. Sem prav vesel, prav tak ta prav je bil. Tisko sprejme. Ja, v bistvu je, pol je res dobro to, zlaufalo. Na začetku pa jasno, jaz se spomnim, to je bilo še vse prašno, ti že malo zrisal, spokazal, jaz sem dobil tudi skozi tis občutek, mislim, da smo že bili maketo, jaz sem si že predstavljal, oni nek so stopili, to so dejansko, smo prišli noter in tako sem občutek, tako da se je zelo intenziven začel,
Tudi vsi smo mislili, mogoče celo, ali pa še celo oni bolj, da bomo to kar čez noč, a ne? Ja, ja. Bahnili pa šlo, a ne? In se mi zdi, da smo kar mogli malo umiriti žogo, a ne? Ja, si rekel, da te kar prehitevali včasih. In ritem smo ujeli, a ne? Pa tudi, ko so se sprot kazali stvari, pa se je malo tudi pokazali, a ne? Na začetku je bilo, se mi zdi, kar težava, a ne? Pol pa, ko se je to odkrival, pa noter mal interjer, pa vsi ti stari elementi, pa to, a ne? Se mi zdi, pa se hudega nam nič ni bilo, se smo bili nasuhali. Ampak pola ne pa začel šele tisti občutek, se mi zdi, da je malo kasneje prišlo. Smo blazno začeli uživati, ko so se ti detajli začeli kazati, ko se je pokazali. In takrat se mi zdi, da je pa šele orang srce zašpilo in so se po moje tudi ful radi vračali. Dejansko oni so tudi, zato je tudi toliko cajta trajalo, ker oni so velikrat tudi prišli da ni bilo neke škode, so naredili, pa so pa ker oni so tudi streh veliko tudi obnavljali naokoli. In jaz sem pač to razumel. Prišli so pa tudi takrat, ki je bil dež in so noter. Seveda, pa so notis naprej. In pač jasno, nekako je meni to ustrezalo, pač zadeva je, nekam se je premikala, čas je zelo relativen. To se je res poklopila idealna kombinacija, ker spomnim se na začetku, ko si ti parkrat rekel, da to gre zame čisto prehiter. To se preveč zgodi, to je... Ja. Vse nismo imeli predstave, enkrat se spomnim celo, da smo, da se kar stena, kar nekam potegnila po svoje, ampak to se dogaja, ali pa ta vhod, se spomniš, to je, ker je najprej že vse snel, pa vse to, pa sem pa si rekel, kakšna škoda, pa ti tudi, se je res škoda. Že bil strop narejen, pa smo pa pač šli. Ampak to je tisto, kar sem na začetku rekel, da si šel ti ekstra mile, pa da sva se lahko skupaj vzela, pa Roko rekla in da je bil tudi Rok toliko širok, da ni rekel, pejte k vragu, vi si nekaj izmišljujete, grem jaz, pa si končajte sami, ampak je dejansko razumel to, snel dol, nazaj v stare upažne dile gor, in zdaj je ta vhod. Odkar je Kambič tisto fotko naredil, jaz včasih kar gledam. Ena najlepših elementov tam, res čudovit. Tam je bilo res dobro, da se je pri tem ustrajala, da se je pač nit nekako ujela. Pol je bilo to precej bolj enostavno, ker se je občutek dobil. Tudi če se je kaj zgodil pol, ali pa da niti ni bilo tako, se je vse dal nekako lažje prenesti. Tako da takrat, ko smo pol tiste izreze študirali za otroške sobe v Pažu, takrat je bil že zelo tako potrpežljiv, pa sem skakal tam gor, pa dol, pa s tem, pa bi toliko širok, pa ne bi toliko širok. Bom naredil, pa je model, pa vse. Res nam je šel na roko. Zelo. Tukaj je dejansko tudi ogromno tega dela, pa kako se je to na roko, ti stare tramove, da se to pasal noter, pa to vem, da je poprečno. Pride pa ka vid. Je danes ravna dila, spak, spagasa in tudi enk dela ima predstavo, ne skoraj kako, ali pa estetsko kako je, Mislim, tudi pride, se les je čudovit, ali pa drugače. Samo za enega se šteje v koliko času, je fleho in to je to, sem saj nekaj naredil. Tam je pa dila una zgodna, ki mora biti res. Pa še ne paše, pa še malo nek šprano ostane, ker sploh ni tukaj to moteč, pa ni nekega, še lepo, ki to pride malo kasneje, ker tukaj gre malo bolj počas ta zavedanje, se nove niso, se ne vidim.